Četrti del Longinusova sulica o drevesu življenja in o njegovem uničevanju, o ubijanju svetih bikov. Uvod. V preteklih 3 videofilmih smo si ogledovali nekatere skrivnosti Vatikana, povezane z ostanki kultur, skritih po raznoraznih muzejih sveta. Bežno smo se dotaknili delitve spola, ki se je zaradi visoko razvite zavesti človeka zgodila nenavadno pozno. Obojespolnost je dandanes tabu tema, pa v njej malo vemo. To delitev spola, ko se Adam Kadmon opredeli za vlogo moškega in se odreče svojemu ženskemu delu, prevaranti imenujejo kar kreacija človeka. To seveda ni res. Izdelava podvrste še ni kreacija iz nje. Tudi delo na izdelavi, na primer nove pasme psa, še ni kreacija psov. Delitev spola obojespolnega prednika se je dogajala ob hudih, poniževanjih in zlorabah, o čemer je spregovorilo tako imenovano drevo spoznanja. Če vemo, da se je takrat dogajalo iztrebljanje moške konkurence, da je preko genocida Adam Kadmon lažje pridobival, podrajal, ugrabljal, razosebljal ženske dvospolnega rodu, vemo, da je bilo z perspektive človeka posameznika to obdobje strahu, manipulacij, trpljenja in skrajne groze. Zavedanje neverjetnih ogabnosti okoliščin kreacije moškega in zlorab žensk, ki so bile lahko samo v vlogah porodnic, je doseglo vrh za uničenjem svetega mesta Sodoma. Časmovna Sodom je bilo zadnje večje pribežališče nepokorjenih gospodarjem takratne Sumerije. Temu izbrisu pa je sledilo maščevanje, izbris Gomore. Bojevanje med tako imenovanim kreatorjem in ostanki še nepokončanih kromanjolcev, pa Adamov in Ev, se je poglabljal. Posledice tega izvirnega greha so strašne in netijo vojne še dandanes. Sedaj pa si oglejmo, kaj je drevo življenja. In ker je tematika za duhovni razvoj človeka pomembna, je seveda prepovedana. Drevo življenja je osnova osebne moči. Padec Adama in izbris njegovih moči se je zgodil ravno zato, ker se je oddaljil od drevesa življenja. Oddaljil se je namreč od sebe same. Simbol drevesa življenja v obliki vejice s 3 izrastki vidimo v simbolu run, kot je zapisana na keltski čeladi iz 5. stoletja pred novim štetjem, najdeni v Negovi v Sloveniji, ali pa na menhirskem kamnu iz Esma na Švedskem. Tu vidimo kačo, ki sika z jezikom v obliki 3 vejic. Isti simbol pa najdemo v zapisu v njenem trebuhu. Sam simbol se je razvil iz črke V oziroma U kot simbol prejemanja hrane in Y kot simbol prejemanja duhovnega. Drevo ima korenine, deblo in krošnjo. Korenine in krošnja sta razvejani, deblo pa je kot palica, ki se napaja iz korenin in nosi ter napaja krošnjo. To je splošno znano. Manj znano pa je, da so živčni sistemi prav tako grajeni kot drevo. Korenine pri človeškem živčnem sistemu predstavljajo trtični del, živčno deblo hrbtenjače na simbolni ravni predstavlja deblo drevesa, možgani pa njegovo krošnjo. Vsi 3 nivoji morajo delovati skladno. Trtica predstavlja zgodovino bioloških bitij. Trtica je naš pomanjšani rep in ga moramo spoštovati. Čim bolj so korenine močne, tem više lahko zraste drevo. Če poslušamo sodobne patre, lahko slišimo ravno obratno. Torej, katoliki pravijo, da preteklost ni pomembna, da jo moramo pozabiti. Masoni povedo isto z drugo simboliko,
ko blatijo tako imenovane kuščarjeve možgane. Masonerija je večinoma samo podaljšek vladavine duhovščine. Celo ateisti služijo duhovnim vladarjem zemlje, ki so trenutno povsem izgubljeni v vesolju. Ker so osebna drevesa energetskih potencialov Adamov, Kadmonov in svetih porodnic Hav zrasla do neba, se je zgodilo, da so prišli v stik z drevesi spoznanja, ki so na nebu. Nebo je namreč razvijajoči se inteligentni sistem. Na nebu je živo, na nebu je zelo raznoliko in je tudi polno civilizacij. Kot vem, do njih lahko pridemo z umom, torej z Horusovim delom duše. Z radijskimi aparaturami pa neposredno ne moremo. Kadmoni in Have so tako pridobili informacije, ki so jih iztrgali iz matrike rajskosti raja, prijaznosti kramljanja v navideznem raju. Spoznali so namreč grozljiva ozadja procesa nikdar dokončane lastne kreacije. Simbol človeka drevo najdemo na odtisu mojstrovine slikopisne pisave na sumerskem pečatnem valju. Slikopisna pisava, ki si jo ogledujemo, je bila dodelovana tisočletja, zato je delana na podlagi natančnih kod upodabljanja za kombinacijo večjih simbolov na istem liku hkrati. Pečatne valje so izdelovali starodavni vladarji. Z odtisovanjem v glini so sporočila na njih zlahka razmnoževali. Gre za učinkovita starodavna tiskarska orodja. Ta pečatni val, ki je bil vklesan v negativ na ploski 3 cm okrogle površine v trdo valjasto granitno podlago, je bil prava mojstrovina. Bi jaz to zmogel? Bi vi to zmogli? Bi katerikoli kipar današnjega časa zmogel klesati zgodbo z repom in glavo na takšni majhni površini izjemne trdosti v negativu? Tudi sama pripoved pečatnika je na zelo zahtevni ravni sporočil. Na upodobitvi glede povedi odločajo milimetri. In to so znali naši predniki pred 4000 leti in več. Tudi ta odtis starodavnega pečatnega valja razkriva simbol drevesa življenja. Poglejte, veje rastejo kar iz človeka samega. To so energetske veje, energij živčnega sistema, preko katerih se lahko povezujemo s podobnimi energijami drugih ter vsega, kar obstoji. Del energije svojega energetskega telesa lahko poklonimo in jih v obliki vejic prenašamo na druge, govori sam pečatnik. Drevo življenja je tematika s številnimi zelo različnimi upodobitvami, ki jih kot skrivne šifre upodabljajo tako cerkveni patri različnih cerkva, kot v civilni družbi tudi masonske združbe. Za simboli se velikokrat kažejo s ciljem medsebojne komunikacije tudi v javnosti. Da boste vedeli za globino vladarstva duhovščine, pomislite na dejstvo, da je večina politikov na odločevalskih položajih del masonerije. Oglejmo si natančneje darilo predsednika Ukrajine Vladimirja Volodomirja Zelenskega papežu Frančišku 2023. Kakšne simbole vidimo na teh javno objavljenih slikah? Papežu je podaril bronasto vejico oljke z bogatimi asociativnimi podtoni gravur darila. Podton sporočil je tudi vzpon po drevesu življenja. Ženske. Oljka je simbol kretsko-mikenske kulture, torej kulture, ki je bila močno vezana na babilonsko. Iz te kulture je zraslo diktatorsko sveto cesarstvo. Duhovni dedič rimskega imperija je rimokatoliška cerkev. In ravno tu ti probabilonci skrajno sovražno ravnajo s prosumersko kulturo, ki počiva v ostankih keltske, filistejske in etske kulture. In to je tudi podlaga vojne v Ukrajini
ter Palestini, ki postopoma v letu 2024 prerašča v svetovni spopad dveh kultur, ki ne zmoreta živeti v sožitju. Predelan simbol drevesa življenja je tudi tako imenovani menorah, upodabljanje kot deblo s 6 vejami. Nadgradnja menoraha je Hanukah, ki ima še 2 veji več in jih ima tako 8. Če menorah predstavlja človeka ali skupnost posvečenih v goreč kres, Hanukah predstavlja kar svetovno drevo, tudi tisto na nebu. Omogočal naj bi duhovni stik z drugimi civilizacijami. Izvedbo drevesa življenja v obliki menoraha je papežu Frančišku podaril kar svečenik babilonskih kultov in predsednik Izraela Netanjahu. Simbol menoraha v Izraelu sicer najdemo skoraj povsod. Simbolizira meditacijsko tehniko dviganja življenjskih energij posameznika, pri skupinski meditaciji pa celotne skupine, ki meditacijo menoraha izvajajo uglašeno in istočasno. Tako posvečeni ustvarjajo duhovni kres, preko katerega vršijo oblast na duhovnem polju verjetno nizkofrekvenčnih energetskih valov. Tudi v grbu najbolj prebrisane obveščevalne službe na svetu Mossad vidimo simbol menoraha. Pripadniki Mossada so iniciirani v nekaj znanj tehnik drevesa življenja. Tako posvečeni so silno bojeviti in požrtvovalni kakor levi. Iz naslova duhovnih posvetitev so sfanatizirani. Na simbolu iz leta 1948 vidimo, da je menorah v zavetju 2 oljčnih vejic, ki so simbol kretsko-mikenske kulture diktatorja Minosa, torej probabilonske. In postane jasno, da so sovražni do vseh poganov prosumerske kulture. Na eni strani ortodoksni Judi ne zmorejo zasijati v luči sonca svojega, okovani so namreč z Biblijo, ne morejo stopiti v novo neprogramirano življenje novega sonca. Na drugi strani pa sionisti ne spoštujejo drugega kot izročil Kaldejcev in Babilona. In so prav tako ujeti v prazgodovinski program. Zato je njihov program novega sonca temen in fašističen. Necelovita in s tem na določeni ravni zmedena znanja dajo enim in drugim osnovo za ekspanzionizem. Ortodoksni izrinjajo vse druge na duhovni način, Palestinci in muslimani izrinjajo vse druge preko pospeševanja rojstev. Sionisti pa se bolj oklepajo konkretne brutalne moči, materialne, informacijske, vojaške. Tako eni kot drugi so posvečeni v vedenja in delovanja meditaciji dela simbolov, ki pa so javnosti popolnoma neznani. Delujejo požrtvovalno, pretkano. So agenti agende, kot programirane hodeče bombe svojih duhovnih vodnikov. Za osebami, ki so jim ta znanja dale prijateljsko, sodelujejo in se jim zaradi duhovne odvisnosti podrejajo. Sionisti hočejo prevzeti čašo nesmrtnosti iz rok vseh, ki naj bi jo vsaj oddaleč imeli. Postati hočejo edini vladarji v civilizaciji človeštva. S papežem naslednice rimskega imperija RKC na čelu. A pri tem grabljenju po duhovni nadvladi niso osamljeni. Številni verski vodje stotnij cerkva ter templjev gradijo lastna energetska drevesa tako na zemlji kot na nebu. Papež je od Netanjahuja prejel darilo poseben menorah v izvedbi Hanukah, ki ima dodatno vejico. Ta vejica je simbol luči nove rase ali vrste ljudi, ki bo svetu zavladala. Projekt je vseboval vzpostavitev portala. Ta vejica govori o posebnem komunikacijskem duhovnem kanalu,
portalu tudi telepatskih povezav nove dimenzije drevesa življenja, v katerega so, menim, najprej združevani pomembnejši jezuiti, kardinali, predstavniki lož, vodij masonskih, tudi tako imenovani G. Projekt deluje na duhovnem področju, tudi lovljenja energij in materializacije le-te. Podoben projekt s ciljem kreacije nove skupnosti in družbe se v javnosti že pol leta širi tudi v Sloveniji. Benjamin Netanjahu v kongresu ZDA 24.7.2024 prizna, da so tako on kot predsednik Izraela, kot predsednik ZDA Joe Biden sionista. Podporo pa ima tudi pri papežu. Tako vojna v Palestini in genocidi, ki se izvajajo na območju Bližnjega vzhoda, niso slučajni. Sionizmom je pripojena tudi večina masonskih lož. Rotary klubi so predhodnica masonskega škotskega reda, Lions klubi pa templarskega reda masonov. Njihova moč je odvisna od sposobnosti sodelovanja. V sodelovanje pa jih usmerja samo vatikansko drevo življenja. In kje so tu navadni ljudje? Usmerjeni so v dnevno življenje z odrezanimi koreninami in odrezano krošnjo. V novodobno matrika Merkuriusa, boga trgovine, prodaja duše za kič v novodobnem kokošnjaku. ZDA kot vojaška velesila je sicer orodje v rokah Vatikana, vsaj večji del. Vatikan pa skrbi za agendo čiste rase, čiste krvi. Sledilci sionistične babilonske agende priznavajo samo dva rodova, dva skeleta. Androgini rod mora biti po njihovo povsem neznan in izbrisan. V prvem koraku tretjemu rodu sicer dajo podporo v obliki pasti, ko spoznajo jedra, jih uničijo. Filistejska, keltska, sumerska in etska kultura so poznali simbol tri skele, trije skeleti, in so bili do drugih rodov strpni v želji po sodelovanju. Na temo sodelovanja sem naletel več pomembnejših masonskih simbolov, pa jih razkrivam v pesmih. Grb načelnika štaba vojske ZDA Davida H. Bergerja. Vrtnar. Kot vrtnar Boga skrbim za urejenost vrta njegovega. V imenu neba, v imenu obrambe pred neredom Nilove, počešem vas, vašo deželo, vodstvo in kulturo, da vzpostavi se vladavina čiste krvi in čistosti beline. Človek zvezda. Si roke podajamo, mreže delovanja ustvarjamo, nevidne niti, preko njih vladamo. Vsak svoj košček skupnega, zvezdo človeka gradimo. In ko sonce posije v zvezdo, posije v vse nas. Odmev. Nič mi ne morete, saj sem kot programirana povezana oseba, del vladajočega programa. In vsi se morate ukloniti naši volji. Pesem drevesu življenja. Glej, drevo, in na vrhu debla najlepši list, in dve roki ima, in že na vejah rastejo listi štirje. In ko človek uresničen si, postaneš to drevo. Nad skrivnost se dvigneš, nad skrivnost svetega Petra. Odklepajo se vrata, stopi skozi njih prava kri, sveti gral. Kri sveta, sveta kri. Do nje je dolga pot, skozi rodove se prečiščuje, preko spopadov, mečev, grozodejstev, nečista ponika v izbris. A sonce, glej, ostane. Taki je na nebu, tako kot sončnost duše tvoje. Kaj iza njega je? Iza sonca svetlega, iza izvora življenja našega. Tam so meči bojevanja, kot da vsak ga hoče zase. Sonce vse ljubeče greje,
sem se daje in telo prežarči, na vse sije kakor oče, pa tudi kakor mati. Zato bodi to telo od sonca in za sonce, so meči sivi, krvoločni in brezčutni, in kot taki se prekrižajo, izgubijo tisti, ki jih sučajo. Ni vse, kar se dogaja v rimokatoliški cerkvi, slabo, a smo v dobi, ko se jo mora ukiniti in narediti novo, ljudsko. Človeštvo je namreč trdoživo, veličastno, kot je živ in veličasten posameznik, ki človeštvo sestavlja. Družba prihodnosti je zato lahko samo družba sodelovanja, hierarhije pa se morajo ukiniti. Vera, očiščena v več, v dobro, v presežnost ljubezni, pa naj ostane. Še nekaj o ključu skrivnosti. Slavni Berninijevi stebri v Vatikanu so postavljeni v obliki vložišča za ključ. Na sredini je tudi obelisk, ki omogoča, da ključ v uvidu svojih sanjah pravilno vložimo. Nato ga obrnemo, odklenemo na eni strani muzeje, na koncu preberemo pripovedi fresk Sikstinske kapele. In ravno to delamo v teh filmih Longinusova sulica. Zlati ključ svetega Petra in skrivnost Sikstinske kapele. Papež Frančišek med kazanjem simbola ključa do skrivnosti neba. Odkleni skrivnost neba. Če si pravi, zmoreš. Če si pravi, si Kristus. Oglejmo si sliko dveh prijateljev, izraelski in palestinski fant se objemata, sprehajata oblečena v tradicionalne noše. In res, ljubezen, katere del je tudi iskreno prijateljstvo, je nad ideologijami. Ključ, luč, ključi. Sveti svet svetlobe sveti, kot tudi ti. Vse stvari so luči. Zato vpijaj v tej pojedini, hrani se z lučmi in bodi hrana drugim. Kdor dela za svet, je svetu potreben in kogar svet potrebuje, je večan. Sedaj pa o skrivnosti Perzijcev, kako postanejo srce rimskega imperija. Perzijci izvozijo svojo agendo pobijanja dedičev starozaveznega boga ljudi v Šparto in nato postane Šparta temelj rimskega imperija, ki nam preko Vatikana in ZDA zavezniki vlada še dan danes. Konj na sliki je del reliefa blizu Persepolisa. Naslovil je kopito na vrat javnosti neznanega rodu, tako imenovanih dolgouhcev. Prej ali slej bo konj s kopitom vrat obtežil svojo težo in ga zlomil. Vse, ki so ohranili prijazen odnos do soobstoja različnih človeških rodov, so novi perzijski vladarji proglasili za pogane in barbare. Tudi dan današnje vojne imajo v osnovi preganjanje in iztrebljanje vsega, kar diši po želji za sožitje raznolikosti. Poglejte si simbol tri skele, trije skeleti. Med zadnjima nogama konj sta dve jajci. Tudi to je skrivnost. In te skrivnosti vladarstva, tudi današnjih papežev seveda, krojijo našo usodo. Pa vsem tem nekoč drugič. Sedaj pa si oglejmo simbole enega zadnjih velikih babilonsko-perzijskih vladarjev iz obdobja Nebukadnecarja, simbole Longinusa daleč pred Jezusom. Ubijanje človeka moči, človeka bika. Razvozljajmo vsaj v orisu skrivnostno asirsko zlato ploščico iz približno 7. stoletja pred novim štetjem. Hranijo
Metropolitanski muzej v ZDA. Najprej se ozrimo v notranji del, kjer vidimo ost sulice, v kateri je upodobljen velik orel. Pod glavo kljuna orla vidimo glavo perzijskega vladarja. V kremplih pa orel drži nekakšne pošasti s ptičjim kljunom, kremplastimi nogami, kot da trebi nezaželeno. Spakam, kot jih sam prepoznava, je vladar namreč namenil ponižanje in smrt. Prepričan, da bo tako zavaroval drevo življenja. Rep orla se namreč podaljšuje v drevo življenja. Umišljen, demonično kreiran orel vladarja drži v kremplih simbola manj vrednih živali, predvsem pa ljudi, poganov, barbarov in podobno. Tiste, ki jih je treba ali prepričati v nov red, prevzgojiti ali pa iztrebiti. Pred kljunom tega demoničnega orla stoji mlad lev s široko razprtim gobcem. Je edina figura, ki orlu nekako preprečuje uveljavitev volje perzijskega vladarja, da bi napredoval v osvajanju ozemelj in kulture. Potisnen je v kot osrednje sulice in tako v brezizhodnem položaju. Ta lev je edina, povsem običajna figura, nima ne kril niti drugih simbolnih dodatkov. Če analiziramo relief pod repom orla, pa vidimo simetrično poved, po dve figuri na vsaki strani in med njima drevo življenja. A to simetrijo ruši dodatek leva v vogalu. Ta dodatek govori o ponudbi vladarja levu kralju, ki onemogoča dokončno zmago perzijskega vladarja. Ponudeno mu je zavezništvo pri osvajanju drevesa življenja in s tem pridobitev vsega, kar to sveto drevo predstavlja. Od vesoljskih moči, povezovanja s tujerodnimi civilizacijami do nesmrtnosti preko udejanjenja reinkarnacije in podobno. Zunanji del sulične osi je namenjen uboju bika, ki je že pokleknil pod pritiski in se nemočno brani. Ost je uperjena proti njegovemu rogu, delovala pa bo šele, ko se lev umakne iz notranje osti. Bik ima krila, saj se vse to dogaja tudi na duhovnem in ne samo na materialnem nivoju. Rep se zaključuje s cofom, saj je božanski. Notranje os sulice se dopolnjuje z zunanjo, kjer so prikazana demonična bitja, vključno z levom s krili, z glavo perzijskega vladarja. Grifon, sveti bik s krili in podobno. Relief v spodnjem delu govori, da sta okrog drevesa življenja leva s krili in ribjim repom, da se levček, ki ovira notranjo sulico, pridruži napadalcem kot zadnji v levem spodnjem kotu osti sulice na način, da dobi še krila in ribji rep. Saj je povzdignjen na najvišji nivo v zahvalo, kjer je prestopil na stran napadalcev. Tako je pot do ubijanja svetega bika odprta. Bika pa se ubija na način mitrističnega rituala, kot ga kažejo upodobitve rimskega cesarstva.